Marko Hribernik je to opero umestil v letošnji spored, to sezono, in mi se jo že lepo veselimo. Obrazi so bolj ali manj poznani, umetniška ekipa tudi, naši zvesti solisti in seveda umetniška ekipa, ožja umetniška ekipa, ki je postavila to opero na oder. Marko, preden pokličemo oziroma mi pričakamo našega jubilanta, mogoče dam tebi priložnost oziroma besedo, pa ti uvedeš v to umetniško sredino. Hvala lepa. Vse vas zopet lepo pozdravljam, našo zvesto četico, in vam moram povedati osebno, da sem izredno vesel, da je pred nami premiera opere Trubadur. Zaradi večjih stvari, mnogih stvari, jaz bi pa naštel samo nekaj od njih, ki so mi še posebej pri srcu ali pa posebej pomembne. Vesel sem, da je med nami zopet maestro Roberto Genoa, ki se je izredno dobro izkazal in tudi naši umetniški korpusi ga imajo zelo radi, ga ljubijo, in to je prva stvar. Druga stvar, med nami je spet režiserka Julija Rošina, svojo ekipo, jaz sem rečem Amazonk, in zato, ker je pripravila en poseben pogled na Trubadurja. Mogoče bom o tem več povedala sama, ampak to, kar so naredile punce vizualno, dramaturško, idejno, iz tega se mi zdi izjemno nekaj novega in izjemno globokega. Zelo sem vesel, da lahko gostim v hiši tako imenitne goste, soliste. Tukaj so trenutno z nami samo trije, Jure Počka, Elvira Hasenagič in Monika Bohinec, in posebej sem vesel za slednjo Moniko, ki je po dolgih letih, bo Monika tudi povedala, po kolikih letih zopet na ljubljanskem odru. In ne nazadnje, tudi vesel sem, ker je naš prvak, upam, da prihaja, prvak praznuje svojo častitljivo obletnico v vlogi Manrika, in o njem ste verjetno že veliko slišali, ker je kar nekaj po časopisih se zelo v zadnjih dneh in po medijih. Evo ga! Nekaj smo vam iskala, po celi hiši okoli. Ravno smo imeli tvoje ime. Počakaj. Se pravi, zadnje in ne nazadnje, zaradi Branka, našega prvaka, ki praznuje častitljivo obletnico s to vlogo v premierni zasedbi, ki je več pa tudi Branko potem povedal. Toliko od mene, zdaj pa prosim. Evo, Branko, se samo vabim na to stran, ker tukaj smo ženske, v večini. In mislim, da je en tak balans tvojega temperamenta pokrokšal. Še enkrat se opravičujem. Prosti, ne bi se pa sprednjela, ko sem rekla ženske večini. Vsi smo. Še enkrat se opravičujem, mi smo gor, vidno snino smo gor čakali, pa smo počeli. Nič hudega, sem še začeli. Dobro. Marko, hvala za povod in te umetniške besede, ki naj vas grejo celotno naše srečanje. Zdaj pa se selim morda k Juliji, potem pa k dirigentu. Čeprav ne mi kregati, vem, da ima v operi glavno vlogo maestro in seveda glasba. Ampak jaz bom dala vlogo in mesto ženski, ker sem ženska, in je prav, da spregovori ženska. Julija Rošina, v Figorovi svadbi, ki je bil tvoj debi na ljubljanskem opernem odru, prva operna režija, si zdaj pristala pri Trubadurju. Občutki so verjetno lepši kot prvič ali bolj zreli? Ja, jaz sem zelo hvaležna, Marko, da je to še enkrat podarim, ker sem tokrat si še enkrat Skratka, jaz bi se rada zahvalila najprej Markotu za to povabilo, ker sem tokrat si ponovno in še enkrat priznala, da je opera zares ena magična, ko bi rekla,
ena magija, ki se zgodi samo v opernem svetu, zame, ki pač izhajam oziroma sem primarno režiserka dramskih predstav, je to ta trenutek, ko vstopi orkester in ko se začnejo stvari sestavljati v nekaj povsem samosvojega oziroma magičnega. Da sem zelo hvaležna za to priložnost in če bi lahko izbirala, v trenutku bi rekla, da bi režirala samo še opere. Malo v smislu, ja. To je smo ponudba za nekaj. To je samo spodbuda v bistvu sama sebi tudi, ker je pomembno, no, pač si sliši, da se človek v enem trenutku si prizna, da moram stopati še globlje v ta svet. Skratka, jaz bom zdajle nakratko predstavila koncept. Danes sem si vzela kar nekaj ur, zato da sem to poskušala sestaviti, ker kot je rekel že Marko, mene ta opera oziroma sama zgodba popeljala zelo globoko v raziskovanje določenih plasti, ker se mi zdi kot taka, kot nek arhetipski zapis, zelo močna simbolika v sami zgodbi. Torej, ko sem jo prvič prebrala, se mi je zdelo, da je precej neverjetna, zato ker ima toliko veliko nekih dramatičnih oziroma tragičnih elementov, ki se skozi samo zgodbo samo še stopnjujejo in se zdi pač eno vprašanje, kako aktualiziraš tako zgodbo, v bistvu, kako jo pripelješ do današnjega gledalca, na kakšen način, kakšen jezik v bistvu izbrati, ker je meni kot režiserki zelo blizu pripovedovanje zgodb skozi simbole, skozi podobe, skozi arhetipe. Sem jaz pravzaprav temu dala seveda prednost in v operi se to polje za tak način pripovedovanja zgodb odpira. In nekako izhajajoč iz same osnovne zapleta zgodbe, ki ga vsi poznamo in ga bom zdaj omenjala, smo se odločili, da bo dogajalni prostor te opere nekoč delujoče svetišče. In sicer svetišče mogoče, ki je delovalo v prazgodovini in je služilo v bistvu čaščenju narave, matere zemlje in katere osnovni osrednji element oziroma simbol je bila luna z vsemi svojimi imenami, pomeni in vplivi. In kot vemo, je pač luna nosilka ženskega načela, to pomeni, da v bistvu jo povezujemo z vsem, kar je v bistvu intuitivno, nevidno, mistično, magično, iracionalno in pravzaprav te ruševine, na katerih se naša zgodba odvrti in ki so nekoč bile v funkciji čaščenja vsega tega, kar sem naštela, so pravzaprav ruševine, na katerih moje intimno mnenje je, še zmeraj živimo. To pomeni, da v bistvu gre za na nek način zgodbo, ki jo žene maščevanje, torej vem, da je gonilna sila maščevanja v bistvu sta grof Luna in Azucena. Na drugi strani pa imamo Manrika in Leonoro, ki sta nosilca ljubezni in svetlobe, še posebej Leonora, ki se mi zdi, da še najbolj utripa oziroma čuti ženski princip in Luno in Azucena, ki, kot zanimivost vam povem, mogoče sem iz tega še najbolj izhajala, Azucena v španskem jeziku pomeni bela lilija, oziroma bela lilija Marije Dvorice, ker so jo v bistvu, ne glede na to, da je cvetlica stara že 3000 let, so jo v bistvu potem v krščanstvu uporabili kot simbol za krepost in čistost častne Marije Dvorice. In se mi to zdelo zelo fino izhodišče za to, da sem začela razmišljati o tem, kaj pomeni sežig Azucenine matere na Grmadi. In sem v bistvu na nek način tukaj izhajala in prišla do tega, da je sežig te matere na Grmadi pravzaprav sežig vsega tega, kar simbolizira
in ta bela lilija in vse to, kar sem naštela skozi simboliko. Tako da pravzaprav smo priča eni usodnosti, ki se mora odvrteti, ker se odvrti zgodba pride do konca, ampak mi iščemo skozi svoj izraz, skozi svojo simboliko svetlobo, v katerem pride čisto na koncu, skratka luna, ki bdi nad vsem temi protagonisti in jih na nek način potiska v preobrazbo in rast, na koncu tudi zaključi ta cikel maščevanja in pripelje do novega začetka. In si želim, da se to zgodi. Skratka, sile in emocije in sama zgodba se mi zdi zelo aktualna. Jaz jo doživljam zelo osebno, ker govori o zelo prisotnih energijah, ki so zdaj ta trenutek v kolektivni zavesti in se odvijajo pred našimi očmi. Hvala, Julija. Si omenila luno, samo en medklic, ravno danes, ob 18:23 popolna luna. Informacija tudi za vas in za vse nas, ne, če nas bo malo nosilo, ampak da na pozitivno strani. Prazna je. Prazna? Mlaj. 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 Nič malo počne. Več stvari, skratka na dan naše premiere, ki ima zelo zanimivo numerologijo, ker je 2-3-0-3-2-0-2-3, namreč dan naše premiere. Na ta dan se planet Pluton premakne po 15 letih iz astrološkega znamenja Kozoroga in prvič po 20 letih v astrološkega znamenja Vodnarja. Tako da se mi zdi pomenljivo, glede na to, da je luna glavni element scenografije in glede na to, da pač se to vse sovpada. Hvala, Julija, za ta planetarni pogled. Ženski princip. Ja, ženski princip, drži. Bom dala zdaj besedo, preden Ani, bom dala najprej Robertu Giannoli, ki kot rečeno, smo ga že videli, ste ga lahko že videli v naši premieri Capuletov in Montegov pred 2 sezonama, mislim, da je bilo to leta 2020, ne, je tako? Pred korona, malo me je korona, ja. Ta čas korona je malo zmeden, bil tudi za nas, ne. Veliko smo bili zaprti, ampak smo vseeno ustvarili. Tudi ta predstava bi morala biti v času korona, je tako Marko, tudi še pred korono, ne, in smo tako predstavili na letošnji teden. Mislim, da si, a še ti, ne, še ti Branko, si imel spomne črče. Tako, no. Ampak končno zdaj živi med nami. In takrat se je zelo izkazal. In smo rekli, zakaj se ne bi izkazal še pri tej predstavi. Verdijski tip človeka, kot vidite, zelo precizen, natančen, italijanski model. Gojite do Verdija. But I possible respond in Italian? In Italian or Lahko poskuši in Italijan in bomo vsi družno pomagali in predlagali. We will all translate together, says Barbara. Oh, thank you. Provo. No, grazie, intanto ringrazio Marco per l'invito. Thank you Marco for invitation another time. Sono felicissimo di dirigere Verdi perché sono quasi 2 anni che non dirigo. It's 2 years I don't conduct Verdi e reputo questo repertorio una parte di me. Ci sono, come dicevo prima, a un'intervista, alcuni direttori non hanno in repertorio nel braccio alcune musiche, alcuni fanno fatica con Puccini, altri fanno fatica con Verdi. Ecco, io quando devo dirigere Verdi sto bene, sto bene con me stesso, sto bene con il mio corpo e sento la musica che entra dentro di me, quindi assolutamente una musica che mi dà entusiasmo. Ma il direttore deve stare attento a questo entusiasmo che non diventi
una sonorità entusiastica, perché questa per esempio è un'opera che è con molto canto, moltissimo canto, e l'orchestra deve dare entusiasmo ma sempre senza sovrastare i cantanti. E allora bisogna cercare di dare questo entusiasmo con una mano e con l'altra di tenere il volume un poco basso, ecco, perché i protagonisti sono sempre i cantanti. Marko, mi pomagaš? Ti, ko si zdaj bolj glasbeni, mogoče tvoj del. Povzel bom. Pravi Roberto, da je Verdi v njegovi krvi. Nekateri dirigenti se boljše znajdejo pri počinju ali pa pri glasinju, ampak oni pa Verdi. Ko Verdi je dirigiral živi, ga čuti v sebi in kako vedno znova, ko se z Verdijem sooči, ga to poživi in mu da novih energij. Je rekel, da se zelo trudi, da bi z eno roko držal maso, se pravi orkestrsko maso dol, z drugo pa dajal impuls, zato ker so pevci vendarle živa bitja in najpomembnejši protagonisti opere. Mislim, na kratko, da sem to zdaj omenil, je še kaj takega, kar sem zgrešil, Barbara? Ne, to si zelo dobro povzel, moram povedati, ampak zdaj mi je Nataša prišepnila, da nekaj še v zvezi z režijo, ampak jaz tudi nisem zapomnila. Julija, si mogoče? Dirigenti. Dirigere. Mislim, da sem kar dobro povedal. Roberto, E naturalmente sono felicissimo di essere qui a festeggiare Branco, perché mi ha spiegato in questo periodo un po' la sua carriera, quello che faceva prima di tornare nel suo teatro, e sono felice di festeggiare con tutti questo grande risultato di un artista importante nel vostro teatro. Io posso dire che mi sono trovato bene con tutti, è sempre un grande lavoro trovare le voci giuste per Verdi, soprattutto per il Trovatore, e sono due cast differenti, un poco differenti. Se voi potrete venire alle due rappresentazioni con i due cast potrete veramente sentire un'opera fatta bene con dei cast leggermente differenti, ma sempre le scelte artistiche sono azzeccate e assolutamente posso solo essere contento di dirigere questi artisti. Grazie. Zelo sem vesel, da sem uspel pri tem projektu spoznati Branka, ki mu je razložil, kakšno kariero je imel, kaj vse je počel, in veliko čast je Roberto, da se sodeluje tukaj z njim. Vesel je tudi, da ima dve zasedbi, ki sta v bistvu po glasovno in vsebinsko zelo različni, in obe dve dajeta temu projektu nek poseben pečat. In vabi nove predstave. In vabi nove predstave. Laže različni, ne tako zelo različni. Laže različni. Rahlo različni. In vabi na predstavo, na premiero. Imamo jih 6. Premierna in potem še 6. Ne, v tem bloku 6, potem pa v maju še 2. Ja, seveda, posebno, v tem bloku 6. Hvala Marko za prevode, hvala Roberto Gianolo, grazie Roberto Gianolo. Hvala. Samo felično. Hvala. Zdaj pa se selim kraljici flamenka. Ani Vrhuz, ki z Julo Rošino, kot sem izvedela, ne dela tako veliko časa, zadnji 2 leti ustvarjate skupaj, in tudi za naš oder sta premierno ustvarili eno posebno zmes, konglomerat, lepe zgodbe, ženske zgodbe in seveda ženskih gibov, ki jih izvajajo moške, ampak to nič slabše, s tem ne mislim, ne bo. Ana, koreografija pri tej predstavi v Trovatorju je gotovo zate velik izziv. Absolutno je zame velik izziv, to tudi zame prvo sodelovanje z Ljubljansko opero, opero nasploh, se zahvaljujem za zaupanje in za delo. Je pa dejstvo, da v bistvu jaz
vedno v svojem delu, ne, po to z svojim vlastnim telesom, s telesi drugih plesalcev ali pa celo s telesi pevcev, ki so imeli za priložnost, v bistvu izhajam iz utelešenja neke zgodbe, neke izkušnje. In tukaj, kot je že Julija povedala, gre v resnici za dvoje zgodb, za zgodbo o maščevanju in za zgodbo o sili, ki kontrira temu maščevanju, da si bo to ljubezen, da si bo to nežnost, da si bo to milina, da si bo to hrepenenje po onostranstvu oziroma po nečem eteričnem. In smo v bistvu, že ko smo si zamišljali, na kak način bi se lotili, smo se veliko ukvarjali tudi z moškima protagonistoma. Torej, kdo je grof, kdo je Manrico, kdo sta ta dva protagonista, kakšno je praktično njeno ozadje, iz katere stiske izhaja kateri od njih v nekih osnovnih prvinskih izkušnjah, pač, ki jih ima človek kot otrok. In enako z učeno, ki je bila tudi vzgojena v resnici v maščevanje in to pahnjena, enako kot Manrico in enako kot v resnici grof, ki sami niso nosilci teh dejanj, ki jim na koncu podležejo. In v bistvu iz razmisleka o tem, kako se izkušnje, posebej traumatske izkušnje ali pa težke izkušnje opisujejo v telo, kako se ob izkušnji recimo neke novega sprožilca, novega triggerja znova sprožijo občutki, ki lahko datirajo celo generacije nazaj, ki niso samo naši pridobljeni, torej naša pridobljena neka somatska izkušnja, ampak gre za neko generacijsko izročilo v resnici, ki se izpolni in, kot je rekla Julija, upajmo tudi zaključi v bistvu s temi lunami, s to lunino meno. In hkrati, ko je Julija govorila o tem ženskem principu, smo ravno tukaj želeli tudi povezati, torej ciganke, če sploh mogoče politično korektno, da igra delavke, kot si jih imamo bolj predstavljeno, ker smo jih na ta način dojemali. In potem te mladenke, ki se pač želijo predati Bogu, ki so pri nas v bistvu neveste. Nekako za izhodišče nam je bil ta obred sprejemanja v bistvu v samostan, kjer pač novinke, mislim, da si reče, ne, kjer ležejo na tla. Sicer potem tega dejansko nismo uporabili, ampak je bila pa ena taka zanimiva inspiracija za različne obrede, torej za različne načine gibanja, ki pa povezujejo v bistvu tako ene kot druge, ne glede na to, kateremu stanu se predaja, torej ali je to ljudski stan, ali je to dejansko njihova skupnost, ampak v vsakem primeru pač gre za skupnost in so pač te ženske protagonistke nosilke te močne skupnosti, med tem, ko pa sta protagonista oba vsak svoje strani nekako delujeta bolj razdirano, bolj torej manj povezovalno. In od tod izhajajo potem v resnici tudi vojaki in njihova militantna, ja, dejansko militantna, enotna, ampak tudi oni tvorijo to skupnost, kar pomeni, da nam spet ta dva principa v bistvu trčita drug od drugega. Tako da to je nekako bilo to osnovno izhodišče, osnovna premisa, iz katere sva izhajali in je potem tudi podrovala tej mogoče zgodbi, ki poteka usporedno z zgodbo samih protagonistov. Hvala, da si zelo nadrobno tole opisala, da si predstavljate, kje smo, v kateri smeri. Vasilije Fišer, ki je poskrbela za scensko opremo, ni z nami, ampak mislim, da tudi Julija dovolj dobro povedala prej, ta scenska podoba, luna, skratka, vse deluje res zelo magično in zelo lepo, predvsem zelo lepo. In zdaj se sedim k cvetu slovenske umetnosti, k stebru petja v tej hiši, k solistom, brez katerih umetnost ne bi tako žvrgulirala. Ne zameriš, če dam prijetnost, da sem ženskam, kljub temu, da ti 40-letni umetniški... Kam boš obrnila, levo, desno? Obrnila bom najprej mogoče. Gospe
Moniki, zato ker sem se inspirirala oziroma navdušila nad belimi lilijami. Priznam, da tudi jaz nisem vedela, sem danes prvič izvedela, da je asučena, bela lilija po špansko. Monika Buhinec, res ste bela lilija, kajti da ste vi na odru Ljubljanske opere res nekaj posebnega in je praznik. Hvala, da ste prišli, da ste sprejeli naše povabilo. Kdaj ste nazadnje stali? Zato sem malo presenečena, ker sem začela računati, koliko let je minilo od zadnje Carmen ali Suzuki v Cankarjevem domu, ker je tu, kaj se je še prenavljalo. Od tega je 12 let. In predstava je bila? Suzuki je bila zadnja produkcija, ki sem jo bila v Ljubljani. Predtem Carmen, pa smo imeli Rusalko Ježibaba, Bravo Zmi Sigor. Vse sva pela skupaj. Vse sva pela skupaj. Pa Debilju pa Oranže, to smo pa še vidva takrat začeli, 2006. Točno. Zaljubljeni pri Oranže. In tokrat pa tudi v Cankarjevem domu. Kot asučena. skozi prisotna. Ti si nekako delo z našim samim gotovo zelo lepo, ne? Ja. Po vašem nasmehu so bili, bi rekla tako. Zelo lepo je bilo spet srečati znane obraze in pa nove obraze, tako da res je, lepo je, če se počutiš doma in ja, res, doma je najlepši. Posod je lepo, ampak doma je pa ta najlepši. Ste razvedli med Dunajem in Ljubljano? Koliko pogosto delate? Ja, dela na Dunaju, glede na to, da je to repertoarna hiša, da vse teče kot po tekočem traku, prihajam domov bolj redko. Tudi še kakšen vikend na kratko, kakšen praznik, če le, nimam predstave, drugače je pa kar urnik kar nabasen, tako da je kar delovno. Napeto. Ja. Če greva malce k vlogi. Ja. Je to vloga pisana vam? Je to ena ljubših vaših vlog, ki ste jih ustvarili v TV? Ja, je, moram reči, vloga začene je že samo karakterno to podoživeti, to igrati en velik izziv. Verdi je v tej vlogi mezzosopranu dal nalogo, ki zahteva glasovno mezzosopransko vse. Od altovskih nižin do sopranskih višin do visokega C-ja. Pevsko izredno zahtevna vloga, postavljena vedno v nekako eno prehodno spodnjo lego ali zgornjo lego, po mojem je Verdi hotel držati to njeno notranjo napetost, ker ona vedno doživlja tole svojo tragično preteklost in nima notranjega miru in je skozi zelo napeto. In čustveno. In seveda čustveno. Karakterno to so bolj, bom rekla, temnejše obarvana čustva, ampak svetlejše, ko gre pa v zvezi s svojim sinkom Manrikom. Tukaj pa je pa bolj toplejše fraze, bolj lirične fraze. Ja, to je Timija Mladenič. Ne more. Ne moramo drugače reči, tako, kljub temu, da je že veliko let, prvak naše hiše. Monika, zgubila sem vprašanje, ampak se bom spomnila. Skratka, ta vloga je vaša. Ja. Lahko rečete tako? Ja, Verdi je zelo znal napisati take res vloge za mezzosopranski glas, take za dušo. Pa ne samo za dušo, ampak vse. Še več takih želimo. Mogoče pa samo še vprašanje za naše novinarje oziroma z novinarskega vidika, kje vas bomo lahko videli po naši premieri? Kje gostujete? Po premieri se vračam takoj, že po premieri, dejansko na Dunaj, ker imam vaje za opero Vocek. In potem hodim malo sem in tja na predstave na Dunaju in izvedba Voceka in pa tukaj v Ljubljani Trubadurja. To je moj plan zdaj za ta mesec, za konec marca, tako zaenkrat. Pa naprej v nove zmage. Hvala lepa. Da ne bomo predolgi, da boste imeli čas se še pripraviti na vajo, bo se začne vaja. Lahko še gospod Elvira vprašam na Branko? Lahko preskočim? Samo za hip. Samo za hip. Elvira Hasanadič, smo zelo veseli, da si ponovno.
tukaj. Hvala, jaz sem si tukaj. Zelo lepo te videti. Glas še vedno žvrgoli. Žvrgoje. Tvoj debil je vloga Leonore. Ja, to še toliko bolj verjetno tebi zdaj čustvena vloga. Absolutno. To je četrta... Ena pomembnejših. Ja, to je absolutno ena pomembnejših vlog. To je zdaj četrta v mojem Verdi repertoarju in od ene do druge do naslednje se premikam z večjim entuzijazmom, ker spoznavam, da je Verdi absolutno pisal za pevske glasove, poznavatelj pevcev, on enostavno zna pisati, tako kot je rekla Monika, kot je on pri njej tisto napetost izražal skozi dva različna registra, je pri Leonori izražal mehkobo in njeno ljubezen in to svetlost, o kateri tudi Julija govori in predvsem tudi na koncu njen propad v tej njeni ne morem reči naivnosti, ker je tako lepo, ampak na koncu zaradi te iskrenosti, svetlosti, čustvenosti, nažalost, jo to nese. Vsekakor hočem še, da se vrnemo na začetek, smo tukaj kar verdijanske štime skupaj postavljene in hočem reči, da se počutimo vsi v teh vlogah zelo dobro. Je to ali bo to ena vaših ljubših vlog, recimo? Je in bo. Je in bo. Koliko časa vzame takšna vloga za študij? To je kompleksna. Ja, veliko. To je vsekakor povezava enega znanja, ki smo ga začeli že s samim začetkom študija na splošno izobraževanja svojega glasu, pa vse do danes in še vedno bo. To je ena Verdija 5 pomeni stalno delo. To ni nekaj, kar se naučiš v enem mesecu ali pa kar se naučiš na hitrico v enem tednu. Ne, to je delo non-stop. Taka vloga rabi res veliko pripravo. Mi se pripravljamo že kar dosti časa z Brankotom, smo to vlogo študirali že pred 2 letoma. Ja, sej, ker je mogla biti pred 2 letoma na repertoarju. Tako da, ja, ne, ampak zdaj šalo na stran, to je enostavno vloga, ki zahteva zelo veliko časa. In vsaka Verdijeva vloga, v bistvu vsaka vloga, ampak Verdi še posebej. Hvala, zdaj se sredira. Branko, 40-letni umetniški jubilej. Ja, ni mala številka, ampak tak mladenič, ki sedi tu pred nami, skoraj težko verjeti, da je 40 let. A nismo kakšne številke zamešali, a? Nažalost ne. Come primo devo dire a Roberto grazie per le belle parole. E to ni me. Glejte, toliko je bilo napisanega, veliko intervjujev sem imel v zadnjih 14 dnevih, tako da se ne bi ponavljal, pa bi pa mogoče povedal nekaj o vlogi. To, kar je Monika začela, tudi veliko je nekaj vrste dvotirna, če lahko rečem tak vloga. Ko sliši Leonoro, teče tja, ker je zaljubljen, jasna stvar. In mama je pa mama, seveda. Tako da, mogoče je celo rekel pravi italijanski karakter. No, skoraj vsi ne, ampak ta pa je prav tak značilno. Ampak ker je tako, bi rekel, poglobljena, čustveno poglobljena glasba v čisto vseh ozirih. Kako genialno je na te besede napisal to glasbo, je potem toliko še bolj interesantno iskati vse mogoče barve, kako s kolegi to prenesti preko odra do ljudi. Skratka, to je tak ena glanc partija. Slučajno je prišla zdaj na repertoar, to nismo tako programirali. To je slučajno prišlo zaradi tega, ker je bilo februarja 40 let od tiste čarobne piščali, pa je bila pač to najbližja partija oziroma najbližja opera in smo pač to dali. Na repertoar pa tudi vsi mislim, da je v redu. Ampak ta vloga je tvoja najljubša. Tako si vedno poudarjal v intervjujih. Ja, najljubša, seveda je, sigurno. Da to te spremlja. Seveda me spremlja. Pa ne bi mogel recimo mimo Degrijeja, pa Mošenjeja, pa Otela,
tak, ampak sigurno je to. Manriko je lik, ja. Glavnem ostalo pa je bilo že povedano. Če boste imeli vprašanje za naše soliste, seveda boste še nekaj minut na voljo tudi potem. Ja, mi se moramo počasi pripraviti. Ja, seveda, verjamem. Gremo še k mlajšemu solistu, ki je pogosto na naših odrih, Jure Počkaj. Živjo, grof Luna tudi ni tvoja prva vloga, na tem modro pel si že na Mariborskem, ne? Ampak tu je gotovo ena posebna energija, o kateri govorimo celotno konferenco, tako da ti si... Ja, jaz bi se dotaknil tudi Verdija in kako je pisal za glas. Res neverjetno, kar je Monika povedala za zvučeno, tudi vsakič, ko se dotaknemo vloge, baritonske vloge Verdija, izjemno zahtevno, ampak izjemno jasno pisano. In tokrat sem se prav poglobil v sam recitativ, rečemo, že pri prvem triju in potem v ariji. Pusti grofa Luno popolnoma samega. Ampak nekako se ustvari tudi v temu, brez orkestra, taka teža, zahtevnost, pomen besed, da enostavno sam recitativ, ki pripelje do tega, lahko prikaže lik v temu človeškem smislu, kako ga predstavimo publiki. Da je dejansko pevcu prostor. In sam to solisto pa seveda izjemno zahtevno težo, da opraviči in da opravi, zadosti zahtevam mojstra Verdija. Opravda imaš z res močnimi solisti, močna pevska tako sestava, ne zasedba. Verjetno znati kot mladega pevca je to motivacija. Pet recimo, Obramčo, Šaku, in Zenarničo. Kar je zanimivo je, da je to že tretji Verdi z Elviro. Četrti. In ja, mislim, vsakič, bom rekel, verjetno za vsakega pevca velja, kadarkoli greš delati eno vlogo tako veliko, je vsakič posebna izkušnja in izjemna in z dobrimi vrhunskimi solisti je to posebna izkušnja. Jaz sem zelo hvaležen, da smo skupaj na premieri in da prikažemo skozi čudovito režijo in z maestrom res čudovito predstavo. Hvala lepa, Jure, za to. Zdaj imate priložnost, da vprašate tudi vi, če kaj nismo povedali, če bi želeli kaj še izpostaviti. Zelo, mogoče res, zelo na hitro, kajti ura je že krepko čez 5, ob 6 se pa začne naša vaja. Izvolite. Dobar dan, Kozlevčev društvo ljubiteljev opere in baleta. Torej, jaz bi najprej solistom želim Žroka Luko, pa tudi nocoj že. Naredil pa komentar, zelo, ko sem prebral, torej, da bo delo prikazano skozi različenjene oči, sem rekel, končno, to je to, da se je to nekdo spomnil. Jaz sem, ravno kar sem prebral delo od Garcia Gutierreza El Trovador, tako da zdaj delam primerjavo med Cameranovim libretom in originalom in dejansko je, torej, role pivot, kot rečejo Francozi, neosrednji lik, ki je motor, pravzaprav nekje dogajanje, pravzaprav zvečina, ki je prevečkrat se mi zdi postavljena na stranski tir in dejansko je, kot da je bistvo, je vse v trikotniku, sopran, tenor, bariton, tega je pa tudi v veliko drugih operah že kar dosta. Pogrešal sem, to moram vedno povedati, nekaj pogrešam, pa kako željo izrazim na koncu. Pogrešal sem na plakatu besedo maščevanje, govораjo o vojni, o tragični ljubezni in tako naprej, besede maščevanje, ki je ključno ni, ne vem zakaj ne. Želja pa je moja, če bi bili tako ljubezniri in bi potem v naslednjih sezonah ali kakorkoli
da bi vendarle izvedli zasedbo mogoče kakšen mesec prej. Mene so namreč člani mojega društva oblegali z vprašanji, pa kako, pa kdaj bomo izvedli, pa kdo bo pil na premieri, pa kdo bo pil na prvi ponovitvi, pa kako, da tudi vi tega ne veste, da rekel, pa ne vem, pa jaz ne moram tega vedeti. Tako da res ne vem, zakaj se to tako, bom rekel, tako odlaša, ne mogoče bi gospod Hribar ne bi vedel povedal, ampak to z moje strani, ja. Vse se ne odlaša, Marko. V bistvu je to ena stvar, ki je kar lepča že, ko sem jaz v operi taka. Da se vodstvo oziroma dirigent in režiser odločita, ko se preizkusi obe zasedbi, pa vse tri, na koncu, to je pa ponovadi tik predstavnici. Če so vaši člani zadovoljni s tem morda, da dobijo vse zasedbe, a ne pa da potem vidijo, kakšen nabor imajo, več pa žal nikoli ne bomo mogli dati prej več. Nikoli. Primerjajo se v glavnem z drugimi opernimi hišami, veste, pa rečo, joj, pa veste, na Dunaj se to ve eno leto prej. In tako pri nas pa zvedno zadnji teden, no tako kako. Jaz sem pač povedal, kar so mi prenesli. Hvala lepa. Hvala lepa. Komentarjev, pohval, pripomb smo vedno zelo veseli, ampak upamo, da je pohval vedno več, kot je pripomb. So pa pripombe tudi dobrodošle, da se kalimo, da postajamo boljši ljudje, ampak mi tukaj smo zelo dobri. To vam lahko jamčimo in zato pridite v četrtek na premiero. Po četrtku še veda še 6 premier, še 6 predstav, se upravičujem, v tem bloku, v maju bo potem še 2. Elvira je na sporedu še to, se pravi ta premierna, ta zasedba, ki je tukaj, je premierna, kot ste slišali, in ta zasedba bo pela 4-krat v tem bloku. Po premieri 23. bo na sporedu, mislim, da sem si to celo izpisala, ampak mogoče bi, se pravi 25., 28. in 31., če imam prave podatke, ostalo pa je pa druga zasedba, ki je prav tako odlična. Toliko bi bilo z naše strani. Andrej, si mogoče želel še kaj? Če lahko? Ja, izvolj. Za maestra Đakovo, on ima že izkušnje z inštrumentalisti iz te hiše, z orkestrom in verjamem, da se je zelo potrudil, da je uravnovesil 9 vlog, 9 pevcev, ki seveda morajo nastopati tako, da se jih to dobro sliši. Te fantje iz te jame imajo pa posebno strast, da so radi zelo glasni. Tako da bi rad vedel, kako mu je uspelo, bi rekel, ta zverinjak umiriti oziroma znivelirati. Konec koncev ne moreš vse, kljub temu, da je predstava, bi rekel, zelo karakterna po posameznih likih, ne moreš vse soliste vedno samo na rampo utišati. No, non faccio venire avanti, vengono loro direttamente a cantare, generalmente. È normale in tutti i teatri, se un direttore lascia suonare e l'orchestra suona forte, questo è normale. La cosa bella è costruire un suono insieme, lavorare sul suono è molto importante. Non ho trovato nessun problema nel far suonare meno l'orchestra, tanto che dopo le prime prove, ascoltando dalla platea, qualcuno mi ha detto: se vuoi puoi far suonare anche un poco di più, perché l'orchestra, e negli ultimi giorni, anche ieri, ho lasciato un poco più di sonorità, perché è importante che l'orchestra ascolti comunque. Se non senti il cantante è troppo forte, questo è il segreto, ma non ho grossi problemi qui, ho sempre molta collaborazione con l'orchestra, non ho avuto problemi. Hvala lepa, sem razumel. Ste razumeli? Ja, hvala lepa. No, jaz bi pa, dovolite mi, da stopimo v bran tudi našemu orkestru, ki se v zadnjih letih izredno lepo razvija, ker jim nudimo res dobre dirigente in to je ključ za razvoj orkestra. Orkester napreduje, se pomlajuje in mislim, da imamo teh težav, ki so mogoče v časih v preteklosti bolj navzoče, da so res
pritisnili, vedno manj. Tako da to je tudi eno dejstvo, ki je treba poudariti. Hvala lepa, še eno kratko vprašanje. Zelo kratko, ker res se... Ja, seveda. Se ne boste nič zamudili, brez skrbi, vajo treba narediti. Hočem reči, predstavljanje bi bilo postavljeno nekoliko drugače. Tudi gospod je že govoril o nekaterih vsebinskih podarkih in posebnostih. Menda je še kar ali pa bistveno bolj gibalna kot normalno, kot običajno. Zdaj tisto, kar mene seveda zanima, ste si porošili kakšne posebne gibe, namreč prej sem videl Branka prijeti noter v liku Pink Pantherja. Julija, vprašanje? Ja. A za dirigenta vprašanje? Ne. Za režiserko pa za Ano. Ja, v bistvu sodeluje, mislim, zbor, na tem mestu moram absolutno pohvaliti zbor, sploh moški zbor, s katerimi sem res, ki so z mano pretrpeli marsikakšno uro, ampak so res odlično sodelovali. In tudi ženski zbor sodeluje pa v bistvu tudi 6 plesalcev, oziroma 3 plesalke in 3 plesalci. Dodali smo v bistvu še en delček v 4. dejanju, pa imamo plesalke. Tako da morda je malce več poudarka na gibanju, kot bi se sicer pričakovali. Držimo pesti, da bo izpadlo tako, kot si želimo. Hvala lepa. Ok, hvala lepa, je to? Aha. Če se samo navežem na misel našega dirigenta, maestra Roberta Gianole, ki je rekel, da pusti pevcu peti in tako je prav. Mi pustimo pevcem peti in upamo, da bodo peli še naprej. Uglašeni z nami, z našimi barvami in seveda tudi z vami. Hvala za vso vašo podporo, hvala, če ste našli, ker ste naši zvesti spremljevalci in se vidimo v četrtek in na ostalih predstavah.